Podjetje Aluminium Keti EMI letos praznuje 75 let delovanja. Ob obletnici smo se pogovarjali z direktorjem podjetja Romanom Stegnetom. 75 let pomeni, da se je podjetje ustanovilo leta 1946 kot trgovanje z lesom. Pa se počasi začela obdelava embalaže in tam v 60 letih je postala to predelava embalaže, ki se mu je reklo EMI, embalaža mizarstvo. No, skozi razvoj in skozi povezavo z največjim podjetjem v Bistrici Impolom pa smo počasi prihajali na obdelavo aluminija in v 70 letih približno smo se podjetje začelo ukvarjati z predelavo aluminija in od takrat naprej govorimo, da smo strokovnjaki za obdelavo aluminija. Vmes pa so se zgodile turbulentne zadeve, menjavali smo lastnika, bili smo najprej samostojni Tost, potem smo bili povezani v lesnino v Ljubljani, Tost lesnina EMI, spet smo menjali lastnika, v 90 letih smo bili AHA EMI in v zadnjih 5 letih smo našli končno strateškega partnera, ki se spozna na predelavo aluminija in s katerim smo našli vrhunske sinergije in se imenujemo Aluminium Keti EMI. EMI je torej stalnica skozi našo zgodovino, tudi prepoznavna blagovna znamka pri nas pa tudi v zahodnji Evropi. Tako ste lani kljub epidemiji COVID-19 poslovali z dobičkom. Katere ukrepe ste sprejeli v ta namen? V prvi vrsti, kar se tiče zdravstvenih ukrepov, smo sledili navodilom NIJZ-ja in smo predvsem se ukvarjali s tem, kako obvarovati zdravje naših zaposlenih. Po drugi strani pa kot gospodarstveniki smo morali organizirati proces in z ukrepi tudi delno reduciranje delovne sile, z produktivnostjo, z drugačnimi nabavnimi kanali, viri smo uspeli stabilizirati podjetje, tudi delno z državno pomočjo, tako da na koncu smo bili z poslovanjem podjetja zelo zadovoljni. Tudi letos se nadaljujejo ti pozitivni trendi. Kakšne rezultate pričakujete ob koncu leta? Ja, tako vsi kovinarji smo bili zasipani z delom, naročila so bila na višjem nivoju, kot smo pričakovali. Izziv sicer smo imeli v oskrbovalni verigi, pomanjkanje surovin, nenormalen porast surovin, energentov, ampak spet zato smo tu in zato smo plačani, da reguliramo vhode in izhode, tako da trenutno poslujemo po načrtih oziroma celo malo boljši, kot smo načrtovali in leto pričakujemo spet uspešno. Seveda pa vsako leto precej sredstev namenite tudi za naložbe. Tako ste med drugim pred kratkim obnovili upravno stavbo, pa še marsikaj drugega boste postorili. Ja, tu imamo tudi srečo z obstoječim lastnikom, ker ves EBITDA, denarni tok, namenja ali pa ga lahko EMI nameni za vlaganje v proizvodnjo in v infrastrukturo. Tako da približno 3 milijone evrov vsako leto vložimo v infrastrukturo, v opremo, v robotizacijo, avtomatizacijo. V tem kontekstu ali pa tem kompletu smo obnavljali tudi sicer zadnji 2-3 leta upravno stavbo, ker smo jo popolnoma prenovili in res naredili pogoje, ki so primerni za in vzdušje, primerni za kreativno delo naših zaposlenih. Zagotovo ste lahko ponosni, da ste prejeli tudi številne certifikate kakovosti. Ravno pred kratkim ste prejeli tudi certifikat družini prijazno podjetje. Ja, res je certifikat v družbi ostalih, ki jih potrebujemo pri svojem poslovanju. Sam pristop ali pa namen pridobivanja tega certifikata je v tem, ker mi se zavedamo in tudi delamo ogromno na tem, da največje bogatstvo vsakega podjetja so njegovi zaposleni. In toliko, ko so dobri zaposleni, toliko je dobro podjetje. Z ljudmi se je potrebno ukvarjati in to na način, pravi način, zaradi tega, ker to se reflektira vse v zadovoljstvo, zadovoljstvo pa se reflektira v dobrih rezultatih in v uresničevanju zastavljene strategije. Med drugim pa tudi je to en delček, certifikat, bomo tudi družini prijazno podjetje. To je tudi del te postavke, ki imamo zastavljene v strategiji, da hočemo biti najboljši delodajalec v regiji
Nekaj je to povezano z denarom pa s plačami, druga stran je pa povezana s tem, da naši zaposleni morajo biti zadovoljni in morajo prihajati na delo zadovoljni. Po drugi strani pa ta certifikat govori o tem, da je potrebno usklajevati družinsko življenje in poklicno življenje. Ne nazadnje pa ste tudi dodatno zaposlovali. Ja, glede na to, da rastemo, pa da imamo ambicije tudi v prihodnosti, tudi kljub velikemu naporu in delu na produktivnosti, na zmanjševanju stroškov in zmanjševanju časov, rabimo še vedno dodatne kadre in še vedno bomo zaposlovali, res pa je tudi, da bomo zaposlovali najboljše, kar je možno dobiti. Vsekakor pa je to odraz, kot ste že nekoliko omenili, dobrega sodelovanja z novim lastnikom. Našli smo res strateškega partnera, ki se razume na posel in podpira naše aktivnosti, našo strategijo in zaenkrat nam stoji ob strani. Po drugi strani pa tudi res, da mu mi vračamo z dobrim delom in z tistimi dobički, ki jih pričakuje. Tako da njegov vložek se je že mnogokrat poplačal, po drugi strani pa mi uresničujemo svojo zastavljeno strategijo in uspešno delo. Tako ste si tudi za prihodnje zastavili kar smele načrte. Kaj bo torej v ospredju? Mi smo večni optimisti, tudi ko nam gre slabo, stvar obrnemo tako, da bo šla dobro. In ko razmišljaš pozitivno, se stvari obračajo v pozitivno smer in to je tudi moto našega delovanja. Ne? Pravi pristop na pravi način z pozitivno orientacijo. Ja, nastavili smo si ambiciozne načrte, tako mimogrede v naslednjih 4 letih bomo podvojili realizacijo tam do 60 milijonov evrov, rasli bomo na 2 stebrih, aluminij dajemo si ne, na drugi strani pa v avtomobilski industriji proizvodnja delo za električna vozila, kaj je nišni del te industrije. Tu se čutimo tudi dobri, pa usposobljeni in sposobni, tako da na tem področju bomo tudi investirali v naslednjem letu več kot 6 milijonov evrov za zagotovitev teh kapacitet in uresničevanje te strategije. Poleg tega ne, zdaj pa eno je prodaja, po drugi strani so pa vsi stranski ali pa kazalniki v ozadju in eden pomemben, pa spet ponavljam, zelo pomemben, hočemo biti najboljši delodajalec v regiji, ker samo z zaposlenimi in samo z dobrim timom, Aluminium Keti EMI tim lahko uresniči to strategijo. In hvala Bogu, pa nisem zdaj neki verski fanatik, ampak še enkrat hvala Bogu, EMI ima res vrhunski tim in jaz se sploh ne bojim, da te strategije ne bomo dosegli, ker še vedno, ko je EMI tim stopil skupaj, smo naredili vse, kar smo si postavili pred sabo in to je tudi bil dokaz v vseh turbulentnih cajtih, da čisto vedno smo išli iz krize boljši in močnejši.